Pogosto govorimo, da imajo električna vozila veliko prednost, ko govorimo o samem pogonu, da ima elektromotor ogromno navora že takrat, ko se peljete recimo samo 3 km/h, kar pride prav pri terenski vožnji. Oziroma, ker ID4 ni nobeno terensko vozilo, pride prav tudi takrat, ko je podlaga spolzka. Zato nas zanima, kakšna je razlika med takšnim navadnim z zadnjim pogonom in štirikolesno gnanim, ko je podlaga res slaba. In danes smo na Rogli, cesta je zasnežena, pa da vidimo, če pridem z našim do mašin žage in kak problem bo imel, če ga bo sploh imel. Ti buheč, če boš prišel jaz, ti bom to z lahkoto. Lahkoto, Ico. GTX je od našega službenega ID4 za tretjino močnejši, ker ima še en elektromotor tamle spredaj. No to pa pomeni še, da sta gnani tudi sprednji dve kolesi. Smo se pohecali, da je štirikolesni pogon tukaj v bistvu stranski produkt, ker so v osnovi hoteli imeti močnejši avtomobil, je pa seveda fajn, ko si lahko miren, ker veš, da bo v takem šlo brez težav. Kolesa se manj vrtijo prazno, navora je res veliko, mala šala. Me pa zanima, če gre lahko na počez, glede na to, da imam 300 konjev. Oja, mal pa. Kaj je še prednost pri takih električnih vozilih, poleg tega, da vedno ponujajo dovolj navora? To, da sistem proti zdrsu deluje v hipu in takole v praksi občutno hitreje kot pri klasičnih vozilih. Tukaj je lažje hipno odvzemati moč elektromotorju, kot recimo prekinjati vžig pri klasičnem motorju z notranjim zgorevanjem. V kombinaciji z ESP-jem to pomeni, da zadek praktično nič ne miga na spolzkem, vidiš samo lučko tule, ki utripa in čutiš, da ni na voljo toliko moči kot sicer. Tišiš pedal do konca, pa gre na podlago sam toliko navora, koliko elektronika izračuna, da je še obvladljivo za voznika. Drugač pa tule ni neke panike, cesta je čisto normalno prevozna in ne delava z anžetom tega, da bi ugotovila, kateri je boljši terenec, ker pač ni noben, ne? Ampak kakšna je razlika, če imate štirikolesnega? Pa dobre gume so tukaj predpogoj. Ja, z letnimi gumami na snegu tale prodaleč ne bi prišel, to je jasno. Torej, poskus. Oba avta bosta stala na zasneženi podlagi, še malo klancije in hočemo speljati. Gremo volati. Gremo, samo še ušiva, kako boš presenečen, gremo 3-4 zdaj. Ajde. Pejt, no. Se grem, sam v drugo smer. Čak, grem jaz kar pes, bom prej doma. Nazaj grem. Ajde. No, mogoče. Ja. Ne gre, ne? Mal se še moram spustiti, pa bo pa šlo, veš, Anže? Mislim, ali šti tle gor v sto, ali greva na čaj? Lej zdaj. Ne, mislim. Ajde. Čakaj, moram iti. Dote v čaju, res. Lej, pa samo 1 meter, grem nazaj, novo, bo šel, kako bo to šlo zdaj. Gremo, čakaj, 3, 4, gremo, ajde, gremo. Gremo. Lega, gre, stari. Samo bom se ostal, veš, kaj pa se nam mogo špeljati. Ti kar naroč. Viš, da je šlo. Z malo pomoči, jasno. Ok, zdaj pa GTX. No, pej. Po moje Da boš... gre, čim enako bo. Ne, ti všel v čaj. No, si videl. Ja, nič, takoj se šel, ne? Wow, pa ful potem. Wow, ja, mislim, tu ni bilo res nobenega problema. Wow, res kakšna ugotovitev. Nikoli si ne bi mislil, da je ta boljši. Ampak ok, smo vsaj v praksi videli, da razlika je in to očitna. Ja, si spet smart, seveda vsak pametno, kaj? Ne, brihtol. Dvojno dozo. A to je on z obogatenim uranom? Ne, ta je za spartamom samo. A se lahko ti v bistvu odmakneš, ker bi jaz čez 1,5 ure rad speljal? Imaš srečo, da ni brek? Ja, ti imaš srečo v bistvu. Kje boš pa ključ? Ne vem. Matej, a daš ključ?